današnji novinarski konferenci, na kateri bo varuh športnikovih pravic predstavil delo v letu 2018. Med nami pozdravljam tudi ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneja Pikala, ki bo uvodoma povedal par besed. Hvala lepa. Zdaj moram reči, da me posebej veselimo, ker tole je prvo poročilo varuha športnikovih pravic in zaradi tega me posebej veseli, da lahko na tej tiskovni konferenci predstavimo tudi to poročilo. Namreč, stvari, ki so ob športu ali tako ali drugače vezane na šport, pa gre za etične prakse, nedovoljene prakse, take ali drugačne anomalije in pa seveda na drugi strani vsa tista priporočila, ki jih varuh športnikovih pravic lahko da, so zapisana v tem letnem poročilu. Varuh športnikovih pravic bo potem to letno poročilo tudi predal vladi Republike Slovenije, kajti tako določa zakon o športu. In moram reči, da me posebej veseli, da imamo varuha športnikovih pravic, kajti so stvari v športu, ki niso samo uspehi, so tudi včasih, temu rečemo, temne plati športa. Pa ne gre samo za temne plati, gre za to, da je ta inštitut, torej inštitut varuha športnikovih pravic, namenjen tudi za svetovalno vlogo. Zato, da lahko podaja mnenja in kot boste videli na koncu letnega poročila je varuh podal kar nekaj predlogov, kako izboljšati delovanje celotnega športnega sistema in kaj vse je zaznal v tem letu, da je bilo ali narobe, ali mogoče ne tako, kot bi moralo biti, ali pa bi se seveda zelo preprosto to dalo izboljšati. Tako da o sami vsebini jaz niti ne bom govoril, kajti to bo varuh športnikovih pravic mnogo bolje naredil od mene, sem pa seveda kasneje, če bo kakšno vprašanje vedno na voljo. Samo za zaključek, jaz bi tule rad nekaj poudaril. Poročilo kateregakoli varuha, torej ali enakih možnosti, ali športnikovih pravic, ali človekovih pravic na splošno, zahteva tudi tisti tako imenovani, mi včasih temu rečemo, drugi del, torej implementacijski del. V prvem delu v poročilu ugotovimo, kaj je narobe, ali pa kaj ni tako, kot bi moralo biti, ali pa kaj so mogoče izboljšave, ampak potem drugi del, tisti, ki je pomemben, pa je seveda, da mi v doglednem času te, recimo pogojno, zelo pogojno rečeno, anomalije tudi odstranimo. To je ideja tega, ne samo, da se priporočila nalagajo iz leta v leto, ampak da marsikatero od teh priporočil tudi rešimo. Tako da to je naša zaveza in hvala varuhu za to prvo poročilo in od tule naprej je pa seveda zdaj pred nami, on bo delal naprej na spremljanju, na nas pa je, oziroma na tistih, ki jih v svojih priporočilih omenja, ker ni samo ministrstvo tisto, da seveda naredijo svoj del zgodbe, da se popravi vse tisto, kar mogoče ni idealno. Tako da, prosim. Najlepša hvala, minister. Moram reči, jaz prihajam iz športa, sam sem bil vrhunski športnik in že tekom svoje športne poti sem se zelo velikokrat soočil z takšnimi ali drugačnimi vprašanji, ki niti ni nujno, da pomenijo kršitev kakršnekoli pravice, ampak zgolj za neko nejasnostjo, ki recimo jo športnik sreča na svoji poti, pa ne ve, kako se obrniti, kam se obrniti. In jaz moram reči, da ko se je v sklopu Olimpijskega komiteja začel razvijati ta inštitut, se mi je zdelo to ena taka izredna priložnost za športnike, ampak ne samo za športnike, ampak tudi za slovenski šport. In moram reči, da sem izredno ponosen, da lahko, rečemo, pišem ali pa soustvarjam to zgodbo varovanja športnikov, kajti kot sem sam povedal, tudi sam tekom svoje športne poti sem se večkrat s tem soočil, ob tem, da pač tudi moja izobrazba je nekako povezana z
z tem področjem in moram reči, da sem izredno počaščen, da lahko to nadaljujem. Kajti, kot vsi verjetno veste, jaz sem to funkcijo začel izvajati že v sklopu Olimpijskega komiteja. Z sprejetjem zakona o športu se je pa ta institut preselil na sklop ministrstva. Tukaj bi mogoče za začetek povedal, da je ta odločitev države, da v bistvu da nekaj več zakonskih, da zakonska pooblastila in da nekaj več pristojnosti varuhu, jaz mislim, da je bilo to izredno pozitivno. Kajti že na prvi pogled lahko vidimo, da če pogledamo okvirno število primerov, ki jih je bilo rečemo od konca leta 2013 do 1. aprila 2018, ko sem se preselil na ministrstvo, je bilo v tistem času nekaj manj kot 100 primerov. Seveda je tukaj objektivna okoliščina, da je bil relativno nov institut, za nekaj časa traja in ta ozaveščanje športnikov in pa tudi delavnice za športniki, ki smo jih imeli, se je to tekom teh let so se športniki in pa športni delavci s tem seznanilo, vendar pa moram poudariti, da je pa od 1. aprila do 31. decembra 2018 se na varuha tako ali drugače obrnilo 42, ne obrnilo 42 športnikov, ampak rečemo 42 primerov. To boste lahko tudi videli v poročilu. Jaz bom zdaj na hitro šel čez te, rečemo, statistične podatke, potem bom pa malo pokomentiral priporočila, kajti zdijo se mi priporočila izredno pomembna. Priporočila sem zasnoval tudi tako, na način, da se ne dotikamo posameznih primerov, ampak da skušamo v prvi fazi sistemsko rešiti tista področja, ki najbolj izstopajo ali pa ki so nekako najpomembnejša za razvoj športa v prihodnosti. Kajti moramo vedeti, da z zakonom o športu je nekako država Slovenija se sprejela tudi stališče, da je šport v javnem interesu. In če hočemo zasledovati javni interes, je mislim, da v prvi vrsti pomembno, da se strateško in pa sistemsko lotimo uresničevanja javnega interesa na področju športa, obenem pa športnikom ali pa športnim delavcem individualno nuditi podporo, nasvete in tako naprej. Kot vem, ste vsi dobili te poročila, moje poročilo objavljeno je tudi na spletni strani. Kakšna je pot kontakta z varuhom, je tukaj vidno, da je elektronska pošta in telefon prevladujeta. Kaj se je spremenilo iz prejšnjega obdobja ali pa iz časa, ko je varuh deloval v okviru Olimpijskega komiteja, je to, da je bilo več osebnega stika. V času uradnih ur so se kar 5-krat obrnili športniki na varuha. Ob tem je treba povedati, da te statistični podatki so zgolj okvirne narave, ker je zelo težko, recimo v primeru telefonskega pogovora in pa elektronske pošte, izredno težko locirati, kaj je bilo prej. Ker dostikrat se športniki direktno pokličajo, vprašajo, se lahko na vas obrnem s tem vprašanjem in potem jim jaz svetujem, da mi morajo poslati nek mail, da saj okvirno opišejo problematiko. In tako da v bistvu iz teh podatkov ali pa iz teh informacij, ki so, sem jaz nekako oblikoval to. Treba je povedati, da tudi tekom reševanja ali pa svetovanja je bilo veliko več osebnega kontakta, veliko več športnikov je prišlo na sedež ministrstva ali pa športnih delavcev po nek nasvet, kot prej, ko je to delovalo v sklopu Olimpijskega komiteja. Zdaj, tukaj po število po organizacijah, to je zelo tako okvirna številka, samo malo za oris. Treba je poudariti, da to ne pomeni, da so neki spori. Prej jaz sem nekako mogel vrednotiti, iz katere športne panoge nekdo prihaja, ki se je na mene obrnil. Kajti, kot boste naprej videli, pri aktivnostih prevladujete predvsem dve področji. Eno je nudenje pomoči, to je recimo svetovanje ali pa ko že nek spor nastane ali pa ko že neka situacija dejansko obstaja, kjer je treba nekako, rečemo, kurativno posredovati. Posredovanje informacije ali pa seznanitve, to je pa ta druga večja skupina, to je pa takrat, kadar recimo spor ali pa dejansko stanje
da bi šlo na sum ogrožanja pravice ali pa na neke težave, še ni nastal, pa se športniki ali pa športni delavci ali tudi starši preventivno obrnejo po informacijo. Recimo za oris, to vsi veste, da je velik problem v Sloveniji bil, pa verjetno tudi še kar na nekih se še kar pojavlja, je nadomestila za prestop mladih športnikov in športne organizacije v športno organizacijo. To je recimo en tak primer, ki je recimo, ko je, da recimo ga vrednotim, ko je čas prestopnih rokov in nekdo hoče zapustiti klub, pa se zatakne, takrat recimo se to nekako gre za neko nudenje pomoči. Kadar pa recimo pred prestopnim rokom se starši ali pa športnik obrne na varuha pa vpraša, kako pa je zdaj z nadomestilja, se to še zaračunava, takrat se pa to klasificira pod neko seznanitev, dajanje neodvisnega pravnega nasveta in tako naprej. Iz teh aktivnosti je tudi zelo pomembna novost in sem zelo vesel, da so športniki in pa tudi športni delavci, pa ne nazadnje tudi športne organizacije, bile zelo zainteresirane za posredovanje pri reševanju sporov, v bistvu neke vrste medijacija. V lanskem letu so bile to 3. To pomeni, da recimo je bila neka dejanska situacija, ki je nakazovala na nek nesporazum, mogoče celo na neke kršitve in so se športne organizacije, smo se dobili pri meni in so za mojo pomočjo dosegli nek dogovor, ki so ga potem sami naprej realizirali. To se mi zdi izredno pozitivna stvar in neka novost in mislim, da bo v prihodnosti čedalje več tega. Izdal sem tudi 3 pobude, to boste tudi naprej videli v poročilu. Predvsem grejo pobude vezane, so bile v lanskem letu na 34. člen zakona o športu, to je prost prestop športnikov med športnimi organizacijami. Ena pobuda je bila na izdajo pravilnika, ki ima podlago v zakonu o športu. Tretjo je pa bilo, da se izda neka okrožnica, spet na ministrstvo, za trenerje, ki so zaposleni v nacionalnih panožnih športnih šolah, da se jih seznani z njihovimi, rečemo, obveznostimi ali pa za področje, kjer lahko prihaja do napak. Predvsem namen je bil to, da se te športne delavce zaščiti, da ne bi zaradi nevednosti ali kakršnekoli druge situacije prišli v kakšno nelagodno situacijo. Pravne podlage prevladuje zakon o športu. Izkazalo se je tudi, da je zelo velika težava ali pa za internimi akti športnih organizacij, to se pravi avtonomnimi akti športnih organizacij. Potem so pa še druge pravne podlage. Druge pravne podlage so recimo vezane na šolstvo, recimo status športnika v šoli, kako se ga pridobi, kakšne so pravice in tako naprej. Pa vendar ne bi šel zdaj tukaj v te detajle. Tukaj vsebinsko sem že nekaj povedal, tudi tega se ne bi zdaj preveč dotikal, bi se pa še na hitro dotaknil priporočil in smernic. Kot sem rekel, priporočila in smernice sem zasnoval predvsem tako, da gre za neko sistemsko rešitev, za sistemske ukrepe. Izhajal sem iz 2 ključnih elementov športa, to je športni objekt, kajti vemo, da niso vsi taki športi, kjer se dogajajo v naravi, in pa da se zagotavlja pogoje tistim, ki dejansko res izvajajo programe. Tukaj bi jaz rad poudaril, da te priporočila ne izhajajo iz posameznega konkretnega primera, ampak iz nekega splošnega občutka, ki sem ga dobil pri reševanju teh problemov in mojega znanja z področja športa. Tako da prvo priporočilo se nanaša predvsem na 34. člen zakona o športu, ki ga žal v preteklem letu nismo uspeli v zadovoljivi meri izvajati. Mislim, da se bo po, rečemo, naporih strani ministrstva in pa večjem količini teh pogovorov z deležniki v športu smo nekako, upam, da to področje uredili.
Želim si, da je temu tako, bomo pa videli na podlagi letošnjega poročila, ampak zaenkrat v tem času zdaj do junija teh primerov ni bilo. Je pa res, da prestopni roki šele prihajajo, tako da bomo videli zdaj, kako je s tem. Drugo priporočilo, ki se mi zdi izrednega pomena, to je predvsem zagotavljanje javne športne infrastrukture. Javna športna infrastruktura je definirana po zakonu o športu. Je pa namen tega to, da pač športniki lahko dostopajo do javne športne infrastrukture, to se pravi športniki, ki so vključeni v javne programe športa, da so jim te športni objekti, javni športni objekti, javno dostopni. Vendar tukaj ne gre samo za te športne objekte, ki jih vsi vidimo, bazen, atletska steza, ampak predvsem je to usmerjeno tudi v športne telovadnice, ki so v upravljanju šol, kajti tudi to so športni objekti in mislim, da tukaj je treba sistemska rešitev. Verjetno je predvsem tukaj v prvi vrsti so v pristojnosti ministrstva in pa občin, da se najde nek dogovor, da se ta prednostna uporaba športnih objektov, se pravi šolskih telovadnic, zagotavlja javnim programom športa v času, ko je za športnike to najbolj primerno. Se pravi, večinoma tukaj govorimo o mladih športnikih, da se dostopnost do teh zagotavlja v času, rečemo, po šoli, pa tam nekje do 7-8 ure, kjer lahko zaradi, rečemo, vseh obveznosti, ki jih otroci imajo, ti uporabljajo športne objekte. Drugo je pomembno to, da se vzpostavi nek sistem dodeljevanja teh ur pa objektov, se pravi naprej znano, ali so to razpisi. In pa tretji segment je določanje cene, kajti gre za javne športne objekte. Iz prakse je na koncu prihaja do tega, da javni programi športa plačujejo nekako enako ceno kot pa neke rekreacijske aktivnosti. In to nekako bremeni športna društva, ki izvajajo te dejavnosti. Tukaj gre predvsem, tako kot sem rekel, predvsem ta dostopnost do javne infrastrukture, ki jaz mislim, da je ključna za razvoj športa v Sloveniji. Kajti, če ne moreš plavati v bazenu, se s plavanjem ne moreš ukvarjati. Tretje priporočilo se nanaša predvsem na to, kajti kar nekaj je bilo primerov, ki so se nanašali na pravila in odločitve avtonomnih športnih organizacij. Tukaj predvsem gre apel na Olimpijski komite Slovenije kot krovno športno organizacijo, da v skladu z svojimi pravili, rečemo, izvaja, suportira nacionalne panožne športne zveze in druge športne organizacije, ki delujejo v okviru krovne športne organizacije, da se pravila spoštujejo, da se sprejemajo pravila in da se delujejo v skladu z pravili. Predvsem je tukaj mišljeno ne na neko kurativo, ni usmerjeno to v neko kurativo, ampak predvsem v preventivo, da se ozavešča, da se izobražuje delavce, administrativne delavce v športu, da delujejo v skladu s svojimi pravili in tudi nekimi družbenimi standardi. Četrto priporočilo se nanaša na sofinanciranje javnih programov športa. Predvsem gre tukaj za to, da se te postopki po eni strani poenostavijo, po drugi strani pa da se zagotovi ali pa preprečuje dvojno financiranje, da se zagotovi, da se dejansko financirajo tisti programi, ki si nekako, rečemo, zaslužijo, ne pa da gre velikokrat gre pa pri tem financiranju, predvsem na lokalnem nivoju, za neko ustaljeno prakso, kjer v bistvu se prihaja do razhajanja med dejanskim stanjem in pa dejanskim stanjem na terenu in pa pri financiranju. Peto priporočilo se nanaša na temo, ki je recimo pa usmerjena v kurativo. Predvsem v Sloveniji primanjkuje tako pravil, predvsem gre tukaj govorimo o arbitražni klauzuli in pa neodvisno arbitražno razsodišče, če lahko tako rečem, da se spori, ki nastajajo, dejansko rešujejo v športu, da ne hodijo te spori izven športa in da recimo sodišča, ki niso, rečemo, mogoče
najbolj seznanjena ali pa najbolj usposobljena za odločanje o tej specifiki športa, v kateri se pač mogoče določene stvari izhajajo. In pa tudi, da se večja pozornost nameni izobraževanju, predvsem temu administrativno-pravnemu delovanju športnih organizacij. To bi nekako na hitro bilo to. Zdaj pa, če je še kakšno vprašanje, sem jaz na voljo, pa verjetno tudi minister. Kakšno vprašanje? Ja, jaz bi gledal celno na vse. Rekli ste se obravnavali 42 zadev. Se vam zdi to veliko? Ali je teh problemov, ki bi bili možni več, pa mogoče se še ljudje ne obračajo kot na varuha? Jaz bi tako rekel, da če bi gledali, da pred nastankom instituta varuha v sklopu Olimpijske komitije nismo vedeli, kakšna je razsežnost tega. Jaz bi rekel, da je to neka normalna številka. Moramo vedeti, da to, kot sem povedal, niso to neki taki spori, kjer bi mogli iti na sodišče, da bi šel za neke kaznive dejanja, ampak to gre za neke take mogoče nerazumevanja, nesporazume večino primerov. Je pa ključno to zgodbo, ki sem pa že prej omenil, in tudi ki se jo na začetku, ko je institut začel nastajati, niti nismo zavedali. Te primeri so prvi sistematsko obravnavani primeri in da mi lahko tudi strani ministrstva ali pa strani športnih organizacij argumentirano rešujemo probleme. Se pravi, to se mi zdi ena izmed teh ključnih zadev. Zdaj, teh primerov je verjetno več, kajti raziskavo, ko sem jo opravil, je problem pri športnikih ta, da so mladi, med trenerjem, športno organizacijo in športnikom se postavi, rečemo, neki, bi lahko rekel, kvazi družinski vzorc, kjer se športniki ne počutijo, tudi če so neke nepravilnosti ali pa se s čim ne strinjajo, niso pripravljeni ali pa se niti ne upajo, da bi s tem, recimo, šli ven. Druga stvar, vemo, da je specifika športa ta, da je trener tisti, ki mora kdaj športnika mogoče za dosego cilja celo spodbuditi, pa mogoče na, rečemo, na nek tak način, ki bi recimo za nekoga, ki ni v športu bil mogoče nesprejemljiv, za športnika, ki pa ima cilj in željo dosege uspeha, pa je to mogoče bolj sprejemljivo. Tako da, in predvsem gre za dve stvari. Primerov je, jaz mislim, da je to nek realno stanje. Verjetno pa takih, ker niso vsi primeri, še enkrat poudarjam, niso vsi primeri, da je že neka dejanska situacija nastala. Jaz sem najraje tiste primere, tudi to vsem športnikom svetujem, takoj, ko začutijo, ali pa takoj, ko vidite, da boste imeli mogoče neko težavo, takoj se obrnite, ne pol, kar je že, recimo, prestopni rok skoraj na koncu, ali pa se športniki ali pa starši k meni obrnejo, jutri pa konc prestopnega roka, pa nisem dobil še spisance. Takrat je zelo težko pomagati. Tako da zdaj te primeri je zelo težko reči, neki so samo zgolj vprašanje ali pa neki neodvisno svetovanje. Zelo veliko športnikov, predvsem pa tudi vrhunski športniki, olimpijci slovenski, so se name obrnili v preteklem letu za čist takimi vprašanji po nekem neodvisnem pravnem nasvetu. In to mislim, da je to zelo pozitivno. Jaz mislim, da inštitut varuha ne sme biti usmerjen v to, da bomo reševali probleme, ker do teh problemov sploh ne bi smeli prihajati. Pa so kakšne take nedopustne prakse, da bi lahko tudi posvetovalni, da bi recimo vadbo dal sam varuh, recimo, da bi prišlo do izsiljevanja, ravno to, ko ste prestopili omenili, pa da se bi omenili tudi neko nasilje mora. Ja, zdaj tako je, zdaj predvsem, seveda, če so taki primeri, jaz tudi smo imeli v preteklem letu, sem se sestal z Ministrstvom za notranje zadeve, kjer smo nekako se dogovorili, kako bomo sodelovali, koliko bo prišlo do kakršnekoli take zadeve. Take zadeve, vse, ki, rečemo, kažejo sum na neko hujšo nepravilnost ali celo kaznivo dejanje, jaz dajem naprej temu se, jaz ne moram ukvarjati, ker nimam niti kompetence, pristojnosti in tako naprej. Tako da, ampak zaenkrat žal še ni bilo, je pa zelo veliko, ali pa se pojavljajo vzorci takih, mogoče blagih, nekih, ne bom rekel nepravilnosti, ampak nekih, rečemo, da so indici, da prihaja do nekih takih težav, vendar pa moram izpostaviti recimo en primer, s katerim sem se ukvarjal. Recimo v sklopu borilnih športov, tam je zelo težko določiti, kdaj gre za neko prekomerno uporabo sile. In zato hočem povedati, da je ta specifika športa na tem področju zelo prisotna in v teh primerih, rečemo, fizično nasilje ali pa verbalno nasilje je treba zelo delati v rokavicah in zelo previdno te primere in komentirati in jih obravnavati. Zato, če se le da, se jaz pač tega izogibam komentiranja teh primerov.
Mogoče se za ministra, mogoče še eno vprašanje, v bistvu, ker se to omenilo ravno to dostopno športnih dvoran, pa recimo, da, ne vem, da so postavljene visoke cene za najem, da društvo najemajo, ki se pač ukvarjajo z športno dejavnostjo, ne, ampak te dvorane, kot so financirane z javnega denarja, ne vem, z evropskih sredstev in to, bi mogla to država posredovati, ker je včasih tudi, ne vem, da recimo lahko je tudi čisto lokalna skupnost, ki upravlja te dvorane. Recimo v Ljubljano vemo, da je praktično večinoma se te športne dvorane tudi v lasti mesta. Sej, imamo nek mešan model, ne? Zdaj odvisno pri kom je športna dvorana. Zdaj, če je športna dvorana pri osnovni šoli, ne? Potem je seveda občina večinoma lastnik, če je pri srednji šoli je država lastnik, ker tako pač imamo osnovno šolstvo pa srednje šolstvo ločeno. Zdaj, res je to, kar pravite, večinoma, ne? Bom tako rekel, večinoma so dobre prakse in zadeva funkcionira. Se pa pojavljajo tudi posamezni problemi, ki jih rešujemo sproti, ne, ali se dvigujejo najemnine neupravičeno, ali to ali ono. Ne. Ampak to, kar je rekel varuh, ne, ključno je, da javni interes prevlada in da seveda je organizacija po pouku, popoldne, po domače rečeno taka, da seveda predvsem tisti programi, ki so programi športa, ki so v javnem interesu, imajo neko prednost pred ostalimi. Ampak tule moramo biti do neke mere tudi občutljivi, čisto v tem smislu, da ni pa vsaka rekreacija odraslih, kot šport za vse, pa ni komercialna dejavnost. Ne? Tako da je treba pač biti zelo občutljiv v tem razmerju, programi klubov, športnih društev in tako naprej, napram rekreacije odraslih, napram neki povsem komercialni dejavnosti, ki se lahko izvaja v takih dvoranah. Je še kakšno vprašanje? Če ni, se vam zahvaljujem tudi našima gostoma. Hvala lepa. Hvala. Še enkrat hvala.